Blaž, povej nam, zakaj bi morali najine gledalke in najini gledalci gledati najino oddajo Moja dogodivščina? Ja, preprosto zato, ker se v pragozdovih sliši marsikaj in ker moramo to obvarovati čim dlje. Super, lepa hvala. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes z nami Blaž Režonja, študent biologije, ki ga posebej zanimata toksikologija in celična biologija. Poleg znanosti pa je tudi nagrajen pevec, multiinštrumentalist, skladatelj in glasbeni producent. Blaž, kaj vse počneš? Neverjetno. Danes te bomo pa spoznali v neki novi luči in sicer kot avtorja projekta Zvočni sprehod po slovenskih pragozdovih, ki ga pripravljaš v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom za procesiranje sodobne umetnosti Cona. Wow, dolg uvod v najin pogovor. Najlepša hvala, da si se odzval mojemu vabilu. Projekt je zastavljen znanstveno-umetniško. Razloži nam vse o projektu. Zakaj si začel? Kako si začel? Ja, najprej najlepša hvala za povabilo. Projekt sicer ima kar dolg in zakompliciran naslov, ampak osnova je pa precej enostavna. Namreč ideja je bila, da navadnemu poslušalcu doma na kavču v dnevni sobi približam zvočno krajino nekih lokacij po naši državi, ki so težje dostopne oziroma je dostop do njih omejen z namenom varstva. In v začetku je to bil povod za nastanek nekega umetniškega projekta, da bom jaz zbiral zvoke po različnih gozdovih po Sloveniji in jih potem doma v studiu obdelal, in to bo zelo zanimivo za poslušati z nekimi efekti in kakorkoli, da bi to bilo zanimivo na slušalkah. In potem, ko sem se vračal z prvih mojih par teh terenskih izletov oziroma z terenskega dela, jaz začnem poslušati te posnetke v mojem domačem studiu in spoznam, da je ogromno enih zvočnih motenj. In te zvočne motnje so bile seveda človeškega izvora, pač ker počnemo svoje vsakodnevne aktivnosti in vse te aktivnosti povzročajo zvok. In posledično sem potem prišel na idejo, da morda ne smem biti razočaran, da je v to neoporečno gozdno zvočno krajino prišla tudi kakšna motnja, ampak se lahko na te motnje oprem in iz tega nastane v bistvu neki nov smisel projekta. Tako da to se je potem med nastankom razstave oziroma tega zaključnega izdelka se je predrugačila namembnost, torej iz čisto umetniškega projekta v neki hibrid umetnosti in znanosti oziroma poljudne znanosti, tako da s temi sicer prijetnimi posnetki hkrati tudi opozarjam na aktualno problematiko, ki je precej nevidna oziroma včasih tudi neslišna okoli nas. Zelo zanimivo. Kako znaš iz neke, narekovajih, negativnega elementa čisto povsem zamenjati namembnost in narediti neko pozitivo iz tega. Daj nam oriši, kako je potekalo to tvoje terensko delo. Kakšno opremo si potreboval, da si vse to posnel? Terensko delo je v bistvu vključevalo en kup vožnje, zato ker da prideš na te lokacije, res prekrižariš celo državo, pa še sem izpustil veliko čudovitih kotičkov. Šlo je za 14 lokacij, za katere smo se dogovorili v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, ki je tudi potem poskrbel za potrebna dovoljenja, ker pač še enkrat poudarjam, so to zaščitene lokacije. Skratka, po dolgi vožnji z avtom do vsake lokacije pač opremo v nahrbtnik, gremo do točne točke, kjer bom snemal. Pri tem se res moram zahvaliti številnim revirnim gozdarjem, ki torej te gozdove poznajo kot lasten žep in so me lahko peljali na najlepše možne lokacije, kjer je potem tudi zvočna krajina temu primerna, čudovita, zanimiva. In potem sem postavil 2 para mikrofonov, ki pa so mi jih priskrbeli na tem kulturno-umetniškem zavodu Cona, ki se res specializirajo za raziskovanje zvoka in njegovo obdelavo in imajo opremo, ki je sam v domačem studiu recimo še dolgo ne bom imel. Tako da smo potem postavili tale 2 para mikrofonov. En par je približno toliko občutljiv kot človeška ušesa, drug par je po meri izdelan na zavodu Cona in je veliko bolj občutljiv kot človeška ušesa. Oziroma v okviru projekta sem jaz to predstavil, da gre za takšen sluh, kot ga recimo imajo gozdne živali, ki so veliko bolj občutljive od nas. Tako da potem lahko na razstavi poslušalec v 2 različnih sekcijah istega posnetka primerja, kako isto lokacijo slišimo mi in potem gozdni prebivalci, ki so bolj pozorni na motnje kot mogoče mi. Kako zanimivo. Omenil si 14 lokacij. V čem se pa razlikujejo zvoki med posameznimi
gozdovi, pragozdovi, kje so razlike? Razliko tvori pokrajina sama, kar morda v bistvu ni tako zelo očitno, morda se zdi nekoliko banalno, ne vem, ampak mene osebno je to kar presenetilo, ker torej geografske danosti pokrajine, to na kolikšni nadmorski višini je, kakšna je oblika površja, ali ne vem, ali čepimo na dnu vrtače, ali smo na enem strmem pobočju, na vrhu rečne soteske, vse te zadeve oblikujejo zvok, ker recimo tudi sam priznam, da nisem tolikšen ekspert, da bi šelestenje listov bukve ločil od hrasta, ampak oblika pokrajine pa ogromno da. Oblika pokrajine zelo oblikuje, kako se ta zvok gozda širi do mojih mikrofonov, kaj se s tem zvokom dogaja in obenem tudi ta reliefna oblika pokrajine vpliva na to, kako se potem te človeške zvočne motnje širijo po gozdu. Tako da vsaka oblika gozda ni enako nagnjena k temu, da bi se v njo naselile naše zvočne motnje. Je zelo odvisno od tega, na kakšni lokaciji smo. Zelo zanimivo. Ko zdaj pomislim, ko grem sama v gozd, slišim šelestenje, morda slišiš vodo, če je kje v bližini, ampak nikoli nisem razmišljala o gozdu kot o obliki pokrajine in kako se lahko to zvočno razlikuje. Pa bom v tem trenutku režijo prosila, če nam spusti malo tega zvoka iz enega izmed gozdov, pa boš morda po zvoku več povedal. Režija, prosim. Hvala, režija. Kako zelo meditativno je ptičje petje. Sem tudi brala v neki knjigi, da eden izmed 3 zvokov, ki res na človeka najbolj vpliva, je veter, voda in pa ptičje petje. Iz katerega gozda je to? Tukaj gre za en štajerski pragozd Belinovec. Zelo simpatična lokacija. Tu smo recimo samo na nekaj 100 metrih nadmorske višine. Gre za eno hribovsko pobočje in potem ob vznožju tega hriba je potem mala dolinica in so tam kmetije, razne človeška dvorišča itak. In potem recimo poslušalec ob koncu tega posnetka spozna, ne vem, recimo zvoke pasjega laježa, kar imajo ljudje seveda na dvorišču pse, slišiš kakšno kosilnico, ko se kdo ukvarja s svojim dvoriščem, tudi kakšne mopede, pa recimo reaktivna letala, ki se jim nekakor ne moreš izogniti. Ampak sicer pa zelo lepa lokacija, no, in to ptičje petje je itak ena od glavnih daril, ki nam jih lahko da gozd. In je res gre dejansko za orkester, oziroma vem, da je bolj strokovni izraz je v bistvu zbor ptic. V tujini je znan pojem dawn chorus, torej za zbor ptic ob zori, v zgodnjih jutranjih urah. Takrat si ti prebivalci gozda res dajo duška in takrat jih lahko ujameš v polni akciji. Ja, res neverjetno to lepo poslušati. V posnetku smo tudi slišali laješa, ampak kakor si nam prej povedal, tudi iz tega, iz nekih motenj zvočnih lahko naredimo povsem neko novo zgodbo. Povej nam, Blaž, kako si kot glasbenik in pa kot biolog, kako doživljaš ta projekt ali pa te vsebine, ki si jih ustvaril? Kje so tukaj razlike? To je zanimivo usklajevati, zato ker kot biolog pa nekdo recimo, ki mu je posledično mar za naravo okoli nas, se seveda zasekiraš ob vseh teh zvokih, mislim predvsem o teh človeško produciranih zvokih, ki so pač direktno povedano motnja v ekosistemu. Živali potrebujejo mir za mirno komunikacijo, potrebujejo tišino, da lahko slišijo svoj plen ali pa plen, da sliši plenilca in mu poskusi pobegniti, da si poiščejo živali partnerje, za vse to je potreben mir in to tako v gozdovih kot recimo v morjih, tudi tam obstaja problem zvočnega onesnaženja. Ampak seveda kot umetnik imaš pa potem problem, ker vse te zvočne motnje pa v teh raznolikih reliefnih oblikah gozdov je pa to zelo atraktiven zvočni material in si po eni strani potem kot umetnik vesel, da si zajel te zvoke v takem ambientu, ker je to
tudi lahko recimo za, ne vem, gledališke ali filmske ustvarjalce odlično gradivo in to je tudi ena od predstavljenih namembnosti projekta, da nudimo v bistvu zdaj material za kreativce, da si z njim pomagajo pri svojih projektih. Kot biolog pa te seveda skrbi, ne, ker si želiš, da bi tega zanimivega zvočnega materiala bilo čim manj. Tako da to konstantno žongliraš in je res odvisno, kateri dan se postaviš v katero kožo. Aha, tako gre. Torej, odvisno od dneva, odvisno od razpoloženja. Tako. Blaž, na tem mestu si bova vzela kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, z Blažem si bova vzela eno kratko pavzico in se kmalu vrneva v najine zvočne sprehode po pragozdovih. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami Blaž in skupaj se sprehajava po zvočnih sprehodih po pragozdovih. Povej, Blaž, ali si med svojim terenskim delom doživel kakšen poseben trenutek ali več njih, ki ti je ostal posebej v spominu? Ja, mislim, na večjih lokacijah se zgodi marsikaj, ne, ker si noben gost ni enak. Meni recimo je zelo zanimivo bilo v pragozdu Veliki Bršljanovec, ne. Tam me je recimo pričakal med snemanjem vojaški helikopter, ki je res v nizkem preletu šibal čez in so mikrofoni toliko, da niso popačili zvoka od vsega hrupa, ampak je bilo res presenečenje, ker pač sediš v tišini in slišiš neko bobnenje in postaje vedno glasneje in šele, ko je bil helikopter tik nad rezervatom, veš, to je pa res helikopter. Potem, kaj pa vem, na območju Novega mesta, Krakovski pragozd, to je nižinski gozd, ne vem, mislim, da na 200 metrih ali še manj nadmorske višine. Tam v močvari poskušaš sedeti čim bolj pri miru in v tišini medtem, ko snemaš, ampak te zelo zavzeto grizajo komarji z vseh strani in ne tudi zaščitna mreža, ki sem jo imel s sabo, ni pomagala, zato ker se odlično znajo splaziti spodaj. Mogoče najbolj taka divja dogodivščina tam med snemanji pa je bila zadnji dan snemanja, ko sem se odpravil v Postojnske konce in sem šel snemat v en gozd, ki je na vrhu pobočja nad kanjonom reke Iške. In jaz tisti dan sem vedel, da moram že itak hitro spakirati in iti domov, pač posneti svoje in spokati v Ljubljano, zato ker se je pripravljalo k nevihti in me je tudi revirni gozdar na to opozoril. In potem pri tej zadnji lokaciji sem ostal sam, ker je on še imel nadaljne opravke, me je pač napotil na pravo lokacijo, jaz se tja spravim in se postavim z opremo in iz tiste tišine jaz nekje za sabo na tistem pobočju slišim neke težke korake. In nihče ne ve, kaj je to bilo, tudi jasne, na posnetku ni bilo ničesar, ampak jaz sem 100%, da sem nekaj slišal. Najbrž kakšno divjad, ki jo je bolj zanimalo, kaj počne en tujec v gozdu, ampak skratka, tisto snemanje je bilo podpovprečno kratko, jaz sem opremo spakiral v avto in gremo in je bilo to za snemanja. Jaz bi najprej pomislila, da je bil ta medved. Pa bi znal biti, ne vem. Bo kdo drug preveril namesto mene? Morda pa lahko je, če naj ostane kar skrito. Ali pa tako. Naša domišljija naredi svoje, ampak te čisto razumem, da si spakiral opremo in pobegnil čim prej stran. Blaž, če bi izbiral en sam zvok, ki je reprezentativen za naše gozdove oziroma pragozdove v Sloveniji, kaj bi to bilo in zakaj? Takih zelo zanimivih zvokov je veliko. Morda bi odgovor na prvo žogo bi verjetno bil šelestenje listov v vetru, ampak tega imaš res polno, kamorkoli greš, torej kamorkoli po svetu greš v gozd. Meni se v Sloveniji zdi simpatična res velika prisotnost površinskih voda v gozdovih, tako da meni bi recimo bil bolj karakterističen zvok kakšno žuborenje potočka ali pa če je kakšen manjši slabši, slišiš njegovo šumenje. To se mi zdi res zanimivo in posebno pri nas in je nekaj, v čemer moramo uživati, ko gremo ven. To je tudi meni najljubše, ko grem, ker to žubori in se potem po gozdu sprehajaš ob potoku. Naprimer, eden tak primer, pomislim na Javorniški potok, ki mi res ljubo, tam je tako prav žubori, čisto majhen, ampak res močno šumi ta potok. Morava povedati, da na te lokacije, kamor si šel ti to snemat, verjetno navadni smrtniki, bomo v narekovajih rekla, ne moremo, ker so zaščiteni gozdovi in tako. Kam bi pa poslal naše gledalke in gledalce, da bi šli uživati v teh zvokih, naprimer? Teh lokacij je zelo veliko, itak po celotni državi, pa vedeti tudi moramo, da tudi če ostanemo na varni razdalji od teh pragozdnih rezervatov, ki jih tako zelo zavzeto ščitimo v naši državi, še vedno lahko uživamo v teh zvočnih kulisah, ker konec koncev je lahko na istem pobočju
gozd, ki je dovoljen, ki imamo dovoljenje za prehod, in potem, ne vem, 100 metrov više se začne pragozdni rezervat, kamor naj ne vstopamo, in so zadeve tudi dokaj nazorno označene, ponavadi kar na drevesih. Mogoče, ne vem, imam tudi vmes lokacije, na katerih sem snemal, ki pa so odprte za javnost, a imajo hkrati ta varovalni režim. Tukaj se moram obrniti nazaj k sebi domov na Štajersko, in bi ljudi povabil na tej točki, recimo, naj si pridejo ogledati pragozdni rezervat Šumik, torej ob slapu Šumik, ker je res lepa lokacija, ker je zelo mirno, ker je sprehajalna pot zelo zanimiva in ker potem imaš res to bogato zvočno kuliso, tako z vidika površinske vode, ki tam teče, in z vidika številnih ptic in drugih živali, ki se tam zadržujejo. Jaz sem bila nekaj let nazaj na temu slapu Veliki Šumik in potem je še mali Šumik zraven in še eden manjši vmes. In je res tak poseben gost, se mi zdi, tak divji, tak globok, močno energijo ima, tako da ja, bomo si to zapisali, da gremo še kdaj tja. Kaj pa lahko vse še slišimo v gozdu, poleg vode, poleg teh zvočnih motenj, kar si rekel, ti si bil tam z 2 močnima mikrofonoma, zelo občutljivima. Kaj pa mi, ko gremo v gozdove, morda po malo miru, pa vendar je veliko zvokov različnih. Verjetno tudi ti kot glasbenik zaznavaš tudi marsikakšen zvok na malo drugačen način kot mi. Kaj bi recimo svetoval, kako naj gremo v gozd, pa kaj naj poslušamo? Ja, v gozd, če želiš iti z namenom tega, da slišiš stvari, potem greš tja tudi z veliko časa. Vzeti si moraš čas za to. Ker so ti zvočni pojavi v gozdovih kar razporejeni, časovno niso skoncentrirani. Jaz sem za namene razstave potem v mojem studiu v bistvu kuriral najbolj zanimive zvočne trenutke, pa jih skupaj zlagal v neke bolj skondenzirane posnetke. Ampak sicer pa torej poleg več kot očitnega petja ptic, šelestenja listov, žuborenja potočkov, meni osebno se recimo zdi zanimivo, če naletiš na takšen gozd in v pravem delu leta, da se recimo prisluhneš žuželkam, ker so zelo zanimiv vir zvoka lahko. Sicer moram priznati, da sam se jih malo bojim, predvsem tistih letečih. Ne vem, zakaj, nepojasnjena fobija, nikoli nisem imel slabih izkušenj, ampak zvoki so pa res zanimivi, ne? Ker konec koncev že od vrste žuželke pa od velikosti kril vsakega osebka je odvisno, s kakšno frekvenco se bodo ta krila tresla, ko žuželka leti, in to je spet svojstven zvok. In nas potem seveda v gozdu presenetijo, ne vem, divje čebele, čmrli, ne vem, razni hrošči, in to vse povzroča svoje zvoke. Seveda vseh teh človeških motenj, ki sem jih jaz zaznal z mikrofoni, ne bomo slišali. Najočitnejša motnja bo neko letenje letal ali pa res tisti težki komercialni promet. Recimo, ko sem prej omenil krakovski pragozd, tam se je lahko slišala, tam se je, mislim, da res slišalo bobnenje z dolenjske avtoceste. Ne, od tovornega prometa, pa sploh ni ta avtocesta blizu. Tako da na te stvari smo lahko pozorni. Zdi se mi pa tudi kul zadeva, da razmišljamo o sprehodu po kakršnem koli gozdu kot na igro tekstur. Zato, ker sami, ko hodimo, tvorimo svoj zvok in je absolutno drugačen zvok naših istih gojzarjev ali pa tekaških čevljev, če hodimo po blatni potki, če hodimo po finih kamenčkih, če hodimo po suhem listju jeseni ali pa po prodnikih, če smo v bližini potoka. To vse oddaja svojo teksturo, in če si recimo zanimivo splaniraš svoj sprehod po gozdu, da greš čez več teh različnih podlag, že sam tvoriš zelo zanimive zvoke in to ni nič takega grozljivo motečega ali neprijetnega za živali v gozdu, ampak sam pa lahko imaš kar nekaj zabave s tem, da razmišljaš, ta isti moj korak je danes že, ne vem, na 4 ali 5 različnih načinov zvenel. To pa je zanimivo. Spomnim se, nedavno sem bila v gozdu na gozdni terapiji oziroma gozdni kopeli in nas je vodnica vodila, morali smo zapreti oči in se vrteti v različne smeri in poslušati zvok. Tudi to recimo je neka vaja, poleg tega, da poslušaš svoj korak, kako različno zveni, ampak od kod prihajajo vsi ti zvoki. Da bi kot nek zvočni zemljevid se temu reče, da lahko potem narišeš, kjer stojiš, od kod vse prihajajo ti različni zvoki. Tako da je ena taka preprosta reč, kot je zvok, ga lahko razumemo na zelo različne načine. Pa naj dodam še, ko si omenil žuželke, jaz tudi nisem neka ljubiteljica žuželk, razen kačjega pastirja. Čudovite živali, res. Ja, to, ko sem ob jezerih, dostikrat, ko pride kačji pastir, ga zelo rada opazujem in poslušam. Sicer niso tako glasni, no, kakor imam v spominu, ampak ja, je to ena taka reč, ki je lahko zanimiva.
Blaž, na tem mestu si bova ponovno vzela en kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, ponovno si vzameva kratek predah, ko se vrneva pa še veliko več zanimivih stvari iz sveta gozda. Bodite z nama. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami je Blaž Režanja. Blaž, eno veliko vprašanje imam zate. In sicer govorila o gozdovih. Gozd praviš, da ima 3 funkcije. In sicer socialno, ekonomsko in ekološko. Pa mislim, da si omenil tudi družbeno. Razloži nam malo, kaj je katera, zakaj pomembnost teh, ko smo se prej pogovarjala med odmorom, si mi odkril povsem neke nove dimenzije tega. Prosim, razloži. Je to torej ta socialna, ekološka, gospodarska, ne? To so te 3 glavne vloge gozda pri nas. In ta trikotnik je zelo težko zbalansirati, zato ker se zadeve med sabo izključujejo. V bistvu je največji tisti, ki najbolj izstopa, je ekološka vloga gozda, ne? Zato ker potem, če želimo zapolniti socialno vlogo pa gospodarsko vlogo, ti obe dve obremenjujeta gozd kot ekosistem, in če mi želimo še ščititi gozd kot ekosistem, potem moramo zaustavljati socialno in gospodarsko funkcijo. In s to problematiko se Zavod za gozdove Slovenije ukvarja že desetletja. To je, da poskušajo vse te stvari zbalansirati in da bi vsi deležniki bili konec koncev zadovoljni, ne? Ker gozd lahko zadovolji vse te potrebe in obenem ostaja v dobri formi. Zato pa potem imajo toliko dela revirni gozdarji in načrtovalci in gojitelji gozdov in to, zato ker se potem z res dobrim gozdnim planom lahko zadosti produkcijskim ciljem, pa gozd ostane lep in prehoden za obiskovalce, kot smo mi, in ostaja dober ekosistem v podporo živalim. Ta koncept, da pač gospodarimo blizu naravi in da neke izvršne odločitve v gozdu uravnavamo glede na ekološke cilje, pa še vedno poskrbimo za vse ostalo, to je precej slovenski koncept. In je zamisel enega profesorja Mlinška, če se ne motim, že ne vem, mislim, da v 70-ih letih, skratka desetletja nazaj, je to bila ena šola razmišljanja o gozdu. In ta proces gojenja gozdov blizu naravi oziroma sonaravno, kar je ta ključna beseda, ki jo uporabljamo dandanes v Sloveniji, ta koncept se že desetletja predava in širi po Evropi kot unikatno slovenska šola gojenja gozdov. In hiter vpogled v to, kako izgledajo gozdovi, recimo tam, kjer se to ne postavlja v ospredje, lahko dobimo takoj, ko gremo čez mejo. Zdaj ne spomnim se, ali je to tako tudi v Avstriji. Prepričan sem recimo, da v Italiji, ko se peljemo, ne vem, na izlet ali pa na smučanje ali pa kamorkoli, se hitro ob avtocesti vidijo neki gozdovi, ki so v bistvu bolj nasadi dreves. In potem imamo tam, ne vem, na stotine, če ne na tisoče dreves posajenih v lepe, urejene špalirje, da ne rečem skoraj da brajde nekih iglavcev, še pogosteje listavcev ob teh avtocestah. In ta gozd ima večinoma to gospodarsko produkcijsko vlogo, kakšne druge skoraj da nima. Ker konec koncev to ekološko neke močne funkcije ne more opravljati. Posledično je tudi diverziteta živih bitij, oziroma bi rekel raje živali, v teh gozdovih ali gozdnih nasadih je zelo nizka. In potem obenem, glede na te najpogostejše socialne cilje gozda, torej da se gremo v gozd sproščati pa prisluhniti kakšnemu zanimivemu ptiču, potem posledično pade še socialna funkcija gozda. Zaradi tega, ker je ta gozd pač preveč industrijsko nasajen, ne vzdržuje svoje naravnosti in vseh drugih stvari, ki k temu spadajo. Ja, prej med pavzo sem na hitro omenil ta koncept, da konec koncev tudi načrtna neurejenost gozda, za kar skrbijo naši gozdarji in gozdarke z ogromno izkušnjami, lahko takšen neurejen gozd veliko bolje opravlja svoje manj znane funkcije. Ne vem, recimo zadrževanje vode, da se preprečuje suša, ali pa zadrževanje prsti na pobočjih, da se ne zgodi zemeljski plaz ob prekomernih padavinah, pa recimo tudi zaščita pred vetrom, recimo burjo. Takšni umetno urejeni nasadi po vrstah takšnih funkcij ne bi mogli opravljati, ker ravno ta raznolikost in neurejenost gozda je ključ do njegovih sposobnosti. To mi je res zanimivo. Bolje kaotičen narekovaj gozd, boljše je in za raznolikost živalskega sveta potem notri in za družbeno noto, da gremo recimo poslušati ptice, nabirati gobe in podobno. Tako da ja,
je res zanimiv ta trikotnik. Se verjetno res težko, da imajo vse tri funkcije hkrati podobno močno vlogo, ampak vendar, da v tem primeru Ja. te gospodarne vloge, ne, ima res tako močno, drugih dveh praktično ni. Kaj pa lahko naredi vsak posameznik, ki gre v gost? Kaj lahko naredi recimo za to ekološko noto, za sonaravno vlogo, dajva tako reči? Kaj lahko naredimo? Ja, v bistvu za ekološka skrb za gozdove pomeni, da sami sebe čim bolj izključujemo iz gozda, ampak to ni čisto prava beseda, ker je zaželeno, da se gre v gozd, to itak vsi vemo. Poanta je bolj, da svoj prstni odtis v gozdu čim bolj zmanjšamo, kar pa lahko dosežemo torej s tem, da res skrbno za sabo pospravimo odpadke, da ne povzročamo nepotrebnega hrupa, mogoče, da se držimo urejenih gozdnih poti, da res zelo, zelo striktno spoštujemo obdobja požarne ogroženosti, kar so, mislim, da ravno zdaj ti meseci so res rizični. Mislim, te stvari so ključne, pa se mi zdi, da ne terjajo tako velike investicije od posameznika, ampak ko to pomnožimo na vse obiskovalce gozdov dnevno, pa potem čez vse dneve v letu, je pa vpliv res lahko zelo velik, oziroma se potem vpliv nas na gozdove res zelo, zelo zmanjša, če se mi sami vsaj toliko potrudimo. Vsak posameznik lahko naredi zelo malo v resnici, Tako. naredi malo, ampak se to potem sešteje v zelo veliko skrb. Tako da vedno pravim, da je treba spoštovati naravo, narava je bila prej, tako da mi smo kot obiskovalci in moramo vedeti, da je gost, da ima tam večjo vlogo kot mi. Blaž, kaj bi rekel, da je tebi osebno dalo ustvarjanje teh zvočnih sprehodov? Kaj ti je to dalo tebi v notranje deva? Ja, meni je že za začetek to bil zelo lep izlet po naši državi, ker priznam, da si marsikaterega kotička še nisem ogledal, si ga planiram, ampak je velika gneča z vsemi projekti. In potem ta projekt me je popeljal marsikam, pa torej pač ob tem vodenju revirnih gozdarjev in gozdark je bilo potem res čudovito spoznavanje države in zdaj imam v bistvu sam za sebe narejeno listo gozdov, v katere se še moram vrniti, pač, ki sem jih obiskal za snemanje, pa takrat moraš biti tiho, pa sedeti pol ure na mestu, da posnameš svoje. Zdaj pa si jih tudi želim enkrat prehoditi po dolgem in počez, da vidim, kaj vse je tam. Ne vem, mislim, tudi jaz v bistvu nisem prej pripravljal nekih teh zvočnih sprehodov ali pa nekih teh projektov s poglobljenim poslušanjem okolice. In ti en tak projekt, ko res presediš veliko ur s temi posnetki v studiu, pa ugotavljaš, kaj vse je na njih, te res spodbudi, da odpreš svoje ušesa za svet okoli sebe in naenkrat potem ugotoviš, da so zanimivi zvočni pojavi tudi v mestu, da ko obiščeš kakšne zanimive stavbe na potovanjih, arhitektura čisto vpliva na zvok okoli tebe. Tako da to v bistvu, no, projekt me je naredil bolj radovednega, pa mogoče nekoliko bolj pozornega na to, kar se dogaja okoli mene v smislu zvoka. Zanimivo, ker kot glasbenik zelo veliko upravljaš z glasom, a ne? To si moral pa bolj poslušati in doživljati v resnici, ne? To čutilo, sluh, kaj nam se lahko da. Kaj bi pa gledalkam in gledalcem sporočil? Kaj bi bilo sporočilo tvojega ustvarjanja lahko zanje? Ja, projekt je torej zastavljen in umetniško in poljudno znanstveno in iz obeh teh dveh aspektov se da nekaj potegniti ven. Jaz bi bil zelo vesel, da recimo obiščejo razstavo v živo, ob otvoritvah bom tudi jaz tam in z veseljem kaj razložim ali predstavim bolj podrobno. Zavod za gozdove Slovenije ima na svoji spletni strani podstran, kjer je ta projekt predstavljen in tam tudi povezave na posnetke na YouTubu in to lahko vsi uživajo svojega domačega kavča. In to je mogoče bolj z te umetniške note, ne, da je za sprostitev, za ugodje poslušalcu. Znanstvene strani pa torej to, da so gozdovi res ključna sestavina naše države in da je njihovo obiskovanje ena od lepših stvari, ki jih človek lahko počne s svojim prostim časom, ampak pri vsem tem je pa treba vendarle pomisliti, kaj lahko tudi mi naredimo za gozd, če že gozd dela veliko za nas. Zelo lepo sporočilo. Ne smeva pozabiti še enkrat poudariti, da so vsi ti posnetki dostopni tudi na YouTubu, a ne? Tako da lahko recimo kdaj med delom poslušamo te čudovite zvoke iz gozda. Blaž Reženja, najlepša hvala, da si bil naš gost danes in da si nam odkril te globine slovenskih pragozdov.
Vam pa, drage gledalke in dragi gledalci, lepa hvala, da ste bili z nama. Verjamem, da ste dobili nek nov vpogled v to, kako lahko doživite vsak gost posebej, ko greste morda nabirati gobe, poslušati ptice, teči karkoli, tako da zagotovo se boste spomnili na najino oddajo naslednjič, ko boste v gozdu. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo v naslednji oddaji Moja dogodivščina.